Novoletne čestitke. Ob koncu leta dobimo na oddajo ta teden po pošti ogromno novoletnih čestitki, ne samo od oboževalcev in hejterjev, ampak tudi od slovenskih politikov in estradnikov. Tudi mene to znova preseneča, vedno znova, ampak zgleda so tudi oni pismeni. In tudi letos smo v poštnem nabiralniku našli par novoletnih čestitk. Zato povejte, a ste za, da bi jih prebrali? Ja. Če bi rekli ne, bi me tako zaribali zdaj. Pejmo kar na prvo. Evo, zelo lepa čestitka, Sveti trije kralji. Prvo je poslal, kdo je to? Luka Mesec. Dragi Jure, srečnega pa zdravega, v novem letu ti želim veliko veselja, uspeha in bogatstva. Ampak, da potem vse to bogatstvo in uspeh razdeliš med revne in neuspešne. Okej. Hvala, Luka. Tudi tebi srečnega pa zdravega. Želim ti, da praznuješ to revolucijo okoli sonca, ker bo to edina revolucija, ki jo boš dobil. Cool. Pejmo na naslednjo. Naslednjo mi je napisal moj nekdanji prijatelj Marjan Šarec. Marjan Šarec, srečno novo leto, Jure. By the way, a bi ti zbrisal posnetke mojih nekdanjih nastopov? Stvari so se malo spremenile, zdaj, ko imamo za vrhovno poveljnico babo. Mislim punco, mislim žensko. Marjan Šarec. Okej. Hvala enako, Marjan. Srečno novo leto tudi tebi. Morda v 2023 ženske res sodijo politiko, ti pa s svojimi kuharskimi prispodobami v kuhinjo. Vsakomur svoje. Naslednjo čestitko je napisal Borut Pahor, prej smo ga imeli, a poznate, ne? V novem letu ti želim dobre prijatelje, fajno družbo in super ekipo. Ko pa sva že pri tvoji ekipi, ali mogoče zaposlujete? Razmišljam, da bi šel iz politike v komedijo in zategnil obratnega Jonasa, Borut Pahor. Lepe želje tudi tebi, gospod Pahor. Nažalost ne zaposlujemo, ampak obratni Jonas ni slab recept za uspeh. Ampak to na način, da se pred vsako odločitvijo vprašaš, a bi to naredil Jonas, in če je odgovor ja, narediš obratno. Obratni Jonas! Naslednjo kartico je poslal Denise Dane. Jure, oziroma Jure, v novem letu ti želim veliko sreče, še posebej pa zdravja. Pri tvojih letih ga že rabiš. Ne namigujem na to, da se staraš. Tega ti ne bi nikoli rekla v obraz. Tudi če je zguban in poln sivih dlak. Upam, da za razliko od lanskega Silvestra letos ne zaspiš že ob 9. zvečer. Denise Dane. Okej, Denise, dajmo en odgovor napisati. Vesele praznike tudi tebi, pa zapomni si, kar sem ti rekel lani. Ob polnoči štej od 1 do 10, ne štej od 1 do 10, ampak od 10 nazaj. Tako kot pri operaciji plastični. In ko smo že pri starih plamenih, naslednjo čestitko je napisal Tilen Artač. Vesele praznike. V novem letu ti želim še eno sezono tvoje super oddaje in da delaš še kaj drugega kot to, da sediš za mizo in govoriš šale. Izvirno. Hvala, Tilen. Tebi pa v novem letu želim še več izjemnih likov, imitacij in osebnosti za tvojo večosebnostno motnjo, ki ji praviš oddaja. Na naslednjo kartico pa se je podpisala Melania, ali če to bereš letos, meletošnja Trump. Napisala pa mi je: novo leto naj ti prinese nove avanture, prizadevanja, odgovornosti, modrosti, odličnosti in veliko čaja.
Ok, Melania, ni panike, pomagam takoj, ko pridemo iz etra. Tudi moj odgovor ima skrivno sporočilo. To pa so bile tudi vse čestitke tega leta. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.